Spoštovani vsi, ki spremljate duhovni program v tem šmarničnem mesecu maju, ko nas narava s svojo lepoto, cvetjem in bujnostjo navdaja, da kot kristjani častimo Marijo, se zbiramo ob prebiranju zgodb Mariji v čast in slavimo Kristusovo zmago nad smrtjo, kar je vsebina velikonočnega časa, v katerem smo. Nedeljska Božja beseda je v tem času osredotočena na apostole, ki so po Jezusovem stajenju začeli širiti to veselo vest in tako so se začele ustanavljati tudi prve krščanske skupnosti. Evangeliji oziroma Jezusova beseda pa je v tem času beseda, s katero Jezus pripravlja učence na to, da se po trpljenju, smrti in častitljivem stajenju vrača k Očetu. Jezusovo trpljenje in dogodki pred Veliko nočjo so bili prav vsi prežeti z ljubeznijo. Ljubezen je bila jedro Jezusovega življenja in tako ljubezen kot največje ostaja tudi danes jedro v cerkvi, ki jo kristjani tvorimo in v kateri živimo. Nova zapoved, kot jo radi imenujemo, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, je motiv, ki odmeva skozi vso novo zavezo in skozi apostolska dela. Ko so apostole preganjali, ker so oznanjali novico o Jezusovem stajenju in čudežih, jih je prav gotovo naredila močne in trdne prav medsebojna ljubezen. Tudi Sveti Duh, ki biva sredi ljudstva, prav z Božjo ljubeznijo spreminja srca nevernih in jih vodi k Bogu. In kako naj udejanjamo Jezusovo zapoved ljubezni mi? Tako, da v ljudeh vidimo brata in sestro. Tako, da ljudem raje kaj odpustimo, kakor pa jih obsojamo. Tako, da se spoštujemo, četudi se med seboj kdaj v čem razočaramo. Tako, da nikoli ne izzivamo in delamo razdore in netimo sovraštvo. Neki psalm nam pravi: Bog je usmiljen do vsega, kar je ustvaril. Prosimo, da bi tudi mi bili kot on. Prosimo za dar njegove božanske ljubezni in prosimo za moč, da bi znali ljubiti, kot ljubi on.
Neki psalm nam pravi, Bog je usmiljen do vsega, kar je ustvaril. Prosimo, da bi tudi mi bili kot on. Prosimo za dar njegove božanske ljubezni in prosimo za moč, da bi znali ljubiti, kot ljubi on. Za sodelovanje.